multiple skleroze, posploh poslednjega še svetovni dan multiple skleroze. Z diagnozo te neozdravljive avtoimunske bolezni se je srečala tudi naša osrednja gostja. Odvetnica je pediatrka, izredna profesorica prava, žena in mama, tudi avtorica knjige Ta življenje, Sara Ahmil Doljak. Da multipla skleroza veliko vzame, a tudi veliko da, nam bo v nadaljevanju strla v pogovoru s svojim možem Bojanom. Obema menjam prav lep pozdrav. O multipli sklerozi je vsekakor treba govoriti in ozaveščati. Obolele osebe pa se lahko včlanijo tudi v Združenje multiple skleroze Slovenije, ki je razdeljeno na 16 podružnic in tako pokriva celotno Slovenijo. Dolenjsko podružnico, v sodelovanju s katero pripravljamo današnji dogodek, predstavljajo člani z območja Dolenjske, Bele krajine in domačega Posavja. Njena predsednica pa je Anita Kočevar, ki jo vabim k besedi. Lep pozdrav vsem skupaj. Multipla skleroza. O postavitvi diagnoze so se vprašanja prevrtila po glavi. Mi bolj občasno pomagajala ali kar prikovala na bolniško posteljo. Toda ni vse samo hudo. V naša življenja je pripeljala veliko ljudi. Kar 183 nas je v dolenjski podružnici. Skupaj z odborom, podružnice in poverjeniki skušamo članom ponuditi kar največ. Glede na razkropljenost članov pripravljamo lokalna srečanja, različna predavanja, vabimo jih k udejstvovanju na športnem področju, skupini za samopomoč. Spomladi imamo občni zbor, radi pa se odpravimo tudi na izlet. Za nevidljive člane in stalne uporabnike invalidskih vozičkov, ki ne koristijo obnovitvene rehabilitacije, organiziramo razgibavanje na domu. V načrtu imamo tudi nakup kopalnih kart, se razgibavanje v bazenu pripomore k lažjemu premagovanju težav povezanih z boleznijo. Več informacij o multipli sklerozi je na voljo v gradivu na mizi, kjer je tudi škatla za prostovoljne prispevke. Hvaležni bomo, če boste s svojim darom podprli naše dejavnosti. Člani so aktivni po svojih zmožnostih, tudi ustvarili jih kar nekaj. Nekateri so že prej, drugi je spodbudila bolezen. Malce zadržani so bili, ko je prišla na dan ideja, da bi razstavili izdelke. Nazadnje se je izkazalo, da so zelo ustvarjalni in bi bilo škoda, da tega ne bi videl še kdo. Hvala knjižnici Brežice, da nas je sprejela in nam to omogočila. Hvala Sari in Bojanu, ki nam bosta svojo zgodbo obogatila ta dogodek. In nazadnje, hvala vam, dragi člani, da ste kljub bolezni ustvarjali. Naj nas vse skupaj spremlja moto, nikoli se ne predamo. Zdaj pa besedo predajam našim gostom. Sara in Bojan, izvolite. Prvo lep dober večer. Vesela sva, da sva lahko nocoj z vami. Hvala za povabilo. Jaz bom govoril kar v živo, Sara pa od blizu. Namreč zaradi komunikatorja, ki ga Sara uporablja, ima besedilo posebej prilagojeno za nocoj in ga bo predvajala vnes. Če ne bo s komolcem ima rekel zdregana, to pomeni, da je on v vrsti, če bom jaz predal. Ja, kar lepa znamenja so že na tele sliki, sta dve ptici, ena iz knjižnice, ena združenja in podobno silhueto imamo doma na steklu, ki loči tuš od omarice. Ko leteti v življenju se mi zdi, je lahko smisel
ne samo hoditi po tleh. Poznate tisto zgodbo o orlovskem jajcu, ki se je znašel v gnezdu prerijskih kokoši. Iz tega jajca se je zvalil orlič in ker je bil seveda v družbi teh prerijskih kokoši, ki niso letele, je tudi on skozi življenje hodil, se obnašal in živel tako, kot so ostale prerijske kokoši živele. En dan pa vidi na nebu eno mogočno ptico, se zdrzne in vpraša, kdo pa je to, kaj pa je to. In prerijske kokoši so bile zelo načitane in so rekli, to je pa orel, to je kralj ptic. On leti, mi ne letimo, mi smo kokoši. In orlič je živel in umrl misleč, da je prerijska kokoš. Tako da ja, leteti je eden izmed najnih sloganov. Druga povezava, ki jo vidim, je to letelje barvi. Torej, dva predstavljala založbo Savine knjige, tudi družino življenja. In tudi družina življenja ima to zlato barvo. To je barva presežnega in tudi neskončnosti in ena najbolj dragocenih. Tako da bo poskušala vam predstaviti to dragocenost, te preizkušnje bolezni po življenju multiple skleroze. No, tukaj smo vsi štirje, slikali smo se v dnevni na tleh, zadnji je bela juha, nekaj reflektorje sem jaz naštimo, kakaj provizorične in Valentin, to je na zahodu, jaz sem na vzhodu, severu je Maja, na jugu pa Sara, podlastovka. No, Valentin je rekel, da ima občutek s temi reflektorji, da v zrak gleda, da je kot pri zobozdravniku. Zdaj, ko ti samo potrpi, si bo slikali, da tisto leto naša novoletna božična voščilnica. To, ker je bila dobra, da smo predstavili celo na naslovnici neznane slovenske revije. Torej, to smo mi štiriperesna deteljica, res na vse štiri strani neba. Valentina vidimo vsak dan, razen Boga ni. Čez vikend izgine, pa se kar potem pojavi, ponovno doma, ko je lačen. No, Maja nam pa piše vsak dan. Ona je pač prvi letnik študija v Parizu. Že kot otrok je rekla, jaz bom živela v Parizu. To so bile vedno njene sanje in ne vem kako, ampak so se ji uresničile, oziroma se uresničujejo. Takole. Zdaj, kaj ne poveva? Ne vem, kaj vas najbolj zanima. Na koncu bodo dobrodošla vprašanja. Bolj kot da mi pa predavava nekaj, čeprav osebno, raje vidiva, da nas kaj vprašate, da odgovoriva tisto, kar bi radi najbolj vedeli. Torej, ja, spoznala sva se že iz srednje šole. Jaz sem doma z severne strani, Sara pa z južne strani enega hriba na Primorskem, na Novo Gorico. In hodila sva skupaj paralelno, nikoli v isti razred, paralelno. Tako da Sara je mislila, da sem jaz tako drugi. Vedela je njen primek, ampak je ta njen primek povezovala z tudi mojim sošolcem, ki je bil pričar, ko se bil jasno, nisem pa odločil. No, naključje je želelo, da se je Sara potem upisala leta 1993 na isto fakulteto kot jaz, informacijo. Naredila je prvi izpit, že prvi izpit je šla višja kot celno. Jaz mislim, da ne, če sem tekom celotnega študija šel tukaj višja, da vam že to pove veliko o tem, kako je ustrajno in disciplinirano. Jaz pa ravno verjam. No, čez pol leta zaradi zdravstvenih težav ni več mogla nadaljevati študija na farmaciji in potem se je pripisala iz Ljubljane v Maribor na pravno fakulteto. Da jaz vedno potolažim ljudi, če ti ne gre farmacija, si še vedno lahko pravnik. Ampak sam je prišla pod farmacija, sem ni mogla. Ja, zdaj tukaj so bile
naše sanje, pa malo več o najnem razpravi začetku Sara. Skupaj sva že 29 let, poročena 23 let. Začela sva hoditi po skupni poti kot študent farmacije in študentka prava. Okolica je obljubljala, da bova imela sanjska poklica. Midva pa sva že takrat slutila, da poklic ne bo naredil najinega odnosa sanjskega. Zanimivo se nama zdi, ko naj vprašajo. Kdo sta Sara in Bojan? Nič posebnega nisva. V mladosti sva bila poskočna, vesela in zaljubljena v skupne hobije, ki sva se v veliki meri razdajala za druge. Pri izbiranju študijske poti sva se odločila za poklica, kjer sva videla priložnost, da bova v življenju lahko počela to, kar sva si želela, pomagati in svetovati drugim na področju prava in farmacije. Postala sem odvetnica, mediatorka in profesorica na fakulteti, Bojan univerzitetni profesor farmacije. Danes sva žena in mož, mama in oče, hčerka in sin ter prijatelja, ki se čudiva nad življenjem in kljub vidnim oviram na poti srečna. Materialnosti in prestižu poklica sva predolgo dopustila, da sta naju dušila in oropala za pristno in brezpogojno veselje. Še pravi čas po 8 letih zakona sva se tega ovedla in spoznala, kaj v življenju zares šteje. Materialnost je minljiva, izgubi vrednost, kariera tudi mine, ostanejo pa odnosi in koliko ljubezni vlagamo vanje. Ja, Sara ni posebej poudarila, da je potem ona meni 25. januarja leta 1995 poslala pismo iz Nove Gorice v Grgar, na severno stran, v katerem je pisalo, jaz sem samo to razbral, da bi se rada starala z menoj. In tisti dan sem se potem poznala s vse, delno kot sošolca. Vem, da se je umel še posebej v obleku hlačeno črto, pogovor sem dal, sem šel za nje in se rekel, da sem zato, da v redu, da bova par, ampak da to aprila ne vtegne. S tem sem si kupil, bil sem nek izgovor, s tem sem si kupil 2-3 mesece, ker je bilo meni nepredstavljivo, da se kdorkoli, ki ni moj sorodnik, zanima zame. To me je popolnoma sezulo, da me ima in je to rad. Tako da ja, to je bilo vesoljsko. Ker je Sara hitra, jaz pa počasen, to je dobro, kaj bi bilo, če bi bila oba hitra, ali pa če bi bila oba tako počasen, kot sem jaz. Sem potem s poroko zavlačeval kar dolgo, tukaj nisem več imel izgovorov, in to je bilo potem 5. maja 2001. Takrat zdaj štejeva. Na poročni dan sem samo to rekel, nič se ni spremenilo, niti ne bi želel, da bi se, ampak zdaj pa imamo skupno škatlico in to škatlico dajeva skupne stvari. In kakor bova dala, bo v tej škatlici kot obeh. Tako da tudi bolezen je bila ena izmed teh stvari, ki so zdaj v tej najni škatlici. Na poročno potovanje sem šla tudi, bi rekel, v Pariz. Sari noče nam je posodil nek star Fiat Tipo.
Vem, da sem na vsaki drugi benzinski črpalki, poleg dizla sem še natočil še olje in motor. Toliko je puščal pa. Tako da sem naredila 3500 km, potem sem jih pa še slišal, da sem mu avto uničil. Kje točno je bil uničen na poti, spomnim se, da bi že prej razstavljal. Ja, kot sem rekel, no, na eni vlogi sta razdeljeni. Sara je lokomotiva, tista, ki vleče, in da ne bi šlo prehitro, sem jaz tisti, ki bremza. Da naj jo ne na ovinku vrže iz poti. Ja, zdaj, beseda bolezen je tako neprijetna, mi pa raje rečeva, da je to preizkušnja. Beseda preizkušnja pa pride iz izkušenost, izkusiti nekaj. Zdaj ne vem, v trgovinah, jaz nisem ravno vzor za nakupovanje, dobim vse na listku, ponovadi Sara tukaj domov je jezna, da nisem kupil nič drugega, nič dodatnega, kar je že bilo na listku. Pa rečem, dobro, pa bi napisala, če kaj več. Ne, to pa ne. Sem pričakovala, da še kakšno presenečenje naredil. No, vseeno, ko grem v trgovino, pogledam vedno izdelke, ki so, in pogledam tistega, ki je preizkušen. Če je preizkušen, pomeni, da ima gore značko, da je nekje ocenjen, da je nekako neka potrditev, da je tisti izdelek kakovosten. In mislim, da tudi preizkušnja je zato, da bi nas potrjevala, ne pa razgrevala ali pa uničevala. Tako da zaenkrat, hvala Bogu, naj preizkušnja potrjuje še. Pa sproti, pogledaj kako. To so možgani slika magnetne resonance Sarine glave. Narejena je bila, ne vem točno, ampak če je to čisto prva slika. Torej, začelo se dogajati 2011, tudi januarja. Pri neurologinji je kar naenkrat, torej doma je težko hodila, spominjo je, zapustil, je cjala je pri govoru in se postavil, da gre pregled, no in potem so jo poslali še na slikanje. Izbrala si je magnet v Murski Soboti, ker je bilo najhitreje, in je večkrat rekla potem, zagotovo so zamešali, pa so na robe slikali nekoga drugega, pa sliko meni poslali, jaz nimam te diagnoze. Torej, da kar dolga pod sprejemanja, ker je poslala tako. Verjetno ste se danes že spraševali, zakaj govori namesto mene komunikator in zakaj sedim na skuterju. Moj glas ni umolknil zato, da lahko danes moj mož več govori in je končno prišel do besede. Saj veste, ko žena umolkne, mož zacveti in ko so možje pozorni do svojih žena, žene zacvetijo. Danes cvetiva oba. Po 10 letih poročenosti je v najin zakon prišla nepovabljena in nevljudna gostja multipla skleroza. Gre za kronično bolezen osrednjega živčnega sistema. Verjemite mi, da je ta bolezen nadležna, nesramna in nepredvidljiva. Pri nekaterih ljudeh je lahko prizadetost le blaga. Drugi lahko izgubijo sposobnost jasnega vida, pisanja, govorjenja ali hoje. Zgodnji simptomi so lahko težave z vidom, težave pri hoji in mravljinčenje.
Za multiplo sklerozo trenutno ni zdravila za ozdravitev, vendar lahko z zdravili in drugimi načini zdravljenja nadzorujemo bolezen in ublažimo nekatere simptome. Ali lahko s to boleznijo živimo polno življenje? Seveda lahko, le prilagoditi je potrebno svoje vsakdanje življenje. S pravo oskrbo in podporo živimo dolgo, aktivno in izpolnjujoče življenje. Ja, kljub temle svetlim besedam, polnim upanja, začetki niso bili vedno taki. No, samo še to sliko pokažem. Sarin izgovor je bil, da vsi ti simptomi na začetku so stvar izgorelosti, utrujenosti, kot odvetnica v svoji samostojni odvetniški pisarni, je res cele dneve imela opravke z sodišči, dopisi, naroki, vse živo. Tako da ja, 2007 je samo odprla in potem, kot sem rekel, 2011. In ko so postavili potem aprila 2011 res dokončno diagnozo multiple skleroze, je, ne rečem, da se je svet podrl, ampak podrl se je tisti most, oziroma tista srečna, brezskrbna, kot je rekla prej, prihodnost, in pokazal se je takle razvalina, tako bo zdaj izgledalo življenje od sedaj naprej. Zdaj, po takih deščicah, trhlih in manjkajočih je verjetno res težko videti. Ne moreš reči, da boš vozil po takem, niti hoditi ne moreš. Ampak izkazalo se je, da so po tej poti že nekateri šli. To je dejanska slika tega mostu, ki je tam čez eno ogromno reko v Indiji in Pakistanu Indijo. In če je nekomu uspelo iti kljub taki diagnozi naprej v življenje, zakaj ne bi uspelo Sari oziroma nam. No in to sporočilo je tisto, ki ga midva kamorkor greva tudi predava naprej. Torej, kljub temu, da razmere niso rožnate in idealne in niti ne lepe, kot je Sara rekla, zahrbno, nepredvidljivo, ampak se da iti. Previdno, počasi stopati na tiste stopničke, ki so še zanesljive, ostalo pač seveda opustiš. Na pot življenja z multiplo sklerozo pred 13 leti sem stopila nepripravljena, tako kot vsak, ki se prvič sooči s kronično napredujočo boleznijo. Zame je bilo ob postavitvi diagnoze še prezgodaj, da bi verjela zapisanemu na izvidu. Jeza je sledila, ko se je moj korak upočasnjeval in sem zgubljala moč v nogah in rokah. Skrb za svoje zdravje sem ob podpori zdravnikov kar hitro prevzela sama. V času soočanja s civkami, ki jih še vedno imam, sem imela in imam podporo celotne družine, saj sta bila sprva prisotna jeza in strah. Jezilo me je veliko stvari, tudi tiste, za katere menim, da so bile nepomembne in so vplivale na odnose. Še dobro, da moj mož ni pobednil. Težko bi bilo pobegniti, zato ker sem rekel, škatlico imamo zdaj skupno. A bi jo vzel jaz, a bi jo vzela ona,
Mislim, težko je z eno škatlico iti na razen. Tako da je najboljše, da dajala naprej to škatlico, isto, kar nam življenje ponudi. Tako da ne vidim boljše rešitve. Ja, no, življenje se vseeno stabiliziralo. Spomnim se, kako je Sara bila zelo proti, tudi imela palico pri hoji uporno na začetku, s palico pa je že bok hodila okrog. Potem je palico sprijela, tudi ni bila dovolj, pa se je zelo opirala hojci. Hojca je pa še bolj vidna in ne moš pustiti pred vrati v trgovini. No, potem se je navadila na hojco, po hojci se je zelo opirala vozičkom, skutrom, pa tudi te je sprijela. Potem so že avto prilagodili, celo avto vozila na eno roko s avtomatskim menjalnikom. Ja, torej ni ustavljiva. Jaz sem se malo bal, da ste tale lokomotiva, ki je zelo hitra. Če se na tirih pojavi ena taka velikanska ovira, taka skala, ali se bo skala razletela ob trku s to hitro lokomotivo, ali pa bo lokomotiva iztirila. No, ker se skala ne more razleteti, na srečo smo dovolj zavirali in se tudi lokomotiva se ni iztirila. Po teh parih letih stabilnosti od 2011 se pa po letih 2017 spomnim se, da smo še priznovali 70-letnico Sarine mame, 70. Ja. Ker njena mama živi tudi blizu nas v Rogatcu, sem pozabo povedati, z glavnega mesta Notranjske, Rogatec. No in ona je pravzaprav vedno vabila, da pride na kosilo iz pisarne z avtom, pa tudi prišla je ona v pisarno, ampak Sara je tega junija imela kar nekaj izgovorov, da ima vedno delo, da je tegne, pa noben ni točno vedel zakaj. Pojavile so se težave s požiranjem, tudi glasilke so bile bolj hripave, torej niso isto moč in glasnost so počasi izgubljale. In bil je četrtek, lahko zdaj pogledamo, bil 21. juni, ko je Sara bila sprejeta na nevrološko, tako za nekaj rutinskega, vsaj meni se je tako zdelo. Jaz sem imel nekaj sestanek v Bosni, pa sem tiste njene stvari, ona je vedno prišla v bolnico s sabo nesla računalnik, torbo, spise, 3 pakete. In je potem tam, če je bila kakšno infuzijo, je tam vmes delala. Tako da jaz sem potem prišel malo kasneje, kot 9, tam v sobi 1, na oddelku A, na nevrološki kliniki v Ljubljani. In sem zelo nenavadno, da ni sama v sobi, slišal sem veliko glasov in še vrata, ko sem hotel vstopiti, jih je nekdo na silo zaprl pred mano. Tako je prišla medicinska sestra in rekla, če lahko počakam, da bo prišla zdravnica do mene. Tudi to mi je bilo še prav nenavadno. In čez nekaj dolgih 20 minut, nekaj takega, je zdravnica rekla nevrologeno, da se vsedem, da so Sari poskušali, očitno je ona že slutila, da je tudi izgubljena teži, da je bodo postavili sondo. Sondo čez nos, nimo glasilko, požeravnik, da bi jo nekako s temi dodatnimi prehranskimi dopolnili nekako umočnili, spravili v ekserij. No, pri tem so se glasilke dokončno zakrčile in bilo je, rekla zdravnica, zelo hudo. Še danes ne vem točno kako. Bilo je potrebno na silo in takoj intubirati, ker bi se parih minuta zadušila. Rekli so mi, pridem potem popoldne na pointenzivni oddelek in da bodo morali naslednji dan, petek, izvesti zavezo, torej da bodo morali pod glasilkami opraviti tracheotomijo, zato da bo lahko dihala brez
tiste celke. Še celo nekaj ene papirje so mi porinili v roke, da ne podpišem v njenem imenu. Ja, in sem upal, da se to le ne bo zgodilo, pa se je. Tako da od takrat, tistega petka, junija 2017, nismo več Sare slišali govoriti z njenim glasom. Ja, Sara je bila prepričana, da bo to en teden tako, da po enem tednu lahko samo kanilo vzamejo, se lepo zapre hrustanec za brazgotini in jo se vedno. No, letos bo 7 let. Ja, jaz sem videl Saro po 7 letih od postavljene diagnoze prvič, takrat potrošiti solze. Prvič. Jaz sem jih že zelo zgodaj, že tako v januarju 2011, ker sem imel tako občutek, da je pred nama res se pojavila neka pot, kot če bi stala pred severno steno Triglava najmanj, in tale strma stena je bila zame nekaj tako velikega in osjetljivega, čeprav sem navznotar pa vedno čutil, da je ta velika stvar nekaj, kar bo zmogla, kar v bistvu bo lahko mirna. Tako da jaz sem jokal januarja 2011, ona pa junija 2017. V tem primeru pa ona bo počasna. To je zelo hitra. Vsak par ima svoje edinstvene sanje in predstave o skupnem življenju. Kaj sem si predstavljala ob poroki? Želela sem si družinsko življenje z otroki in dobiti službo na področju prava. Že ko sva postala par v študentskih letih, sem se zavedala, da komunikacija, spoštovanje in skupna vizija so ključni elementi za gradnjo trdnega skupnega življenja. Najina skupna pot je bila in je usmerjena v ljubezen, spoštovanje in skrb drug za drugega. Vera v vsakdanjem življenju se kaže z molitvijo duhovnim. Skupno razvijanje zanimanje za dobrobit drugega poglobi odnos. Pomembno je tudi bilo, da sva se že kot punca in fant med seboj pogovarjala o svojih prepričanjih, razumevanju nazorov življenja ter skupnih ciljih v duhovnem smislu. Multipla skleroza je za mlada zakonca predstavlja velik izziv za oba. Sanje so se spremenile, saj sva se soočila z negotovostjo in prilagajanjem na nove okoliščine. Vera je postala vir tolažbe in moči v težkih trenutkih. Iskala sva duhovno oporo, se medsebojno podpirala v iskrenih pogovorih in iskala smisel v veri. Pomembna je bila komunikacija med nama, posvečeni čas, delitev čustev in ljubezni v času bolezni. Ja, vse to ni bilo kar naenkrat, zelo počasi. Kljub vsej tej hitrosti, veste, je ta hitrost pravzaprav te uvira pri tem, da bi bil seveda fleksibilen. Se že na avtocesti pravi, hitreje kot voziš, ožje, vidno bolje imaš. Tako da, ja, mislim, da se še učiva vse to, kar je Sara napisala.
nikakor nisva še na cilju. Pot se nadaljuje. Ja, zdaj Sara je bila vedno tudi tekmovalnega duha. V najstniških letih je tekmovala skupaj, se spomni tistih generacij uspešnih smučark, Urške Hrove, Špelje Pretnar, ko so bile še v osnovni šoli, ki so tekmovale skupaj, kjer je vedno jokala, ko ni bila prva, mislim, da ena od teh. Tako da je ona tekmovalna še naprej, tudi v Združenju multiple skleroze, pred izgubo glasu je tekmovala, to je prava medalja iz splavanja, železnikih, ne večkrat. Zdaj ne vem, kako so se te kategorije, ko se prijavljaš, jaz imam vedno občutek, da je ona vedela, da bodo sotekmovalke, da si je tisto kategorijo izbrala, ki je imela neki šans, da zmaga. To je važno. Imaš medalje, da imamo zdaj tam nikom predalno. Ja. Tako da celo kupila si je, ona vse po spletu nakupuje, en takle komplet, da lahko eno dihalno cevko daš na to kanilo, da bi lahko celo še zdaj plavila. Dobro, ja. Ni se odpovedala niti smučanju, leti še pred korona je želela iti s takim trenerjem, kako se mu reče, spremljevalcem po smučišču, v takem enosedu, takrat je še v rokah imela toliko moči, da je lahko držala še svoje, tiste ročne, dve smučki levo-desno, kot se bo samostojno, če bi se naučila. Tako da tale prvi inštruktor jo je na enem traku, to smo se bolj popoldne šli, ko ni bilo več ljudi na smučišču, celo nekaj na telefonu gledal in jo je prevrnil v tej lupini, v tistem traku, tako gor, počasi gor, ni je mogel takrat dvigati, se rekel, taka slaba izkušnja, to je bilo na sredo, potem je na petek rekla, da ona bi šla še, pa še pa drugi inštruktor, a je pa še bil divji, Giordano na Bruni. In ta Giordano je pa obvladal. In veste, kako je razrita, so proge razrita po polke, to so tisti kupi, on je šel kar po sredini. Jaz sem se videl glavo v tem imi Sarino, da je prepričan, da bo še pretres možgane. No, Sara taka je. Tako da, ja, bolezen in vsaka preizkušnja je dobra, če človeka spremeni. Marsikdo reče ne zamuditi svoje bolezni. Če človeka ne spremeni na bolje, potem je zamujena priložnost in je škoda. Tako da ja, Sara je po izgubi glasu začela pisati. Sicer je res izdala en dnevnik utrinkov še v najstniških letih in jaz sem ga vsa leta v zakonu spodbujal, da še kaj napiše. Tam ni nikoli utegnila. Ko izgubi glasu pa res začela pisati, tako dnevna razmišljanja in potem objavila počasi in bilo seveda spet ne takoj. No in ta razmišljanja je potem so pridružili življenju lani, oziroma predlani, so vprašali, če bi Sara dovolila, da jih zberejo in objavijo. Dobili so takoj odgovor v 10 minutah, da seveda, zakaj pa ne, tako da ni ona nikoli nameravala napisati oziroma to zbrati v obliki knjige, ampak ja, knjiga danes je, da življenje in bomo še na koncu povedala. Okay. Torej, začela je pisati, vsako leto dobi dve priznanji. Eno je pride med izbor 10 najvplivnejših pravnic in pravnikov v Sloveniji pri eni od založb, ki to glasovanje izpeljejo. No, potem je pa druga založba, ki izbira najuglednejšega pravnika. No, tako da
prvi 10 pa ni razporejeno. Ne bo to abecedi, ampak to je dobro, da je obdržala svoj dekliški primek, ker je in je vedno bolj pri vrhu. Pošteno. Ja, še vedno je predavateljica. Nikoli ni toliko predavala, kot ste, ko je izgubila glas. Še vedno ima svojo odvetniško pisarno, v katero pa ne zahaja. Upokojena je 4 ure, lahko bi bila tudi 8, pa ni govora, bi bilo več. Ostaja aktivna. Iz odvetništva se je pa premaknila v mediatorstvo. Ta mediacijska pisarna na Miklošičevi v Ljubljani ima te spise, da si grem iskat in mi večkrat povejo, da naredijo pregled teh mediatork v Ljubljani, jih ni malo, in da je Sara ena izmed najbolj uspešnih. Mediacije izgledajo tako predvsem za družinsko pravo, da pridejo bivši možje in žene, imajo delitev premoženja, imajo stike z otroki, žal, in se poskušajo na nek tak človeški, sočuten način dogovoriti mimo sodišča. Tako da se prepričamo, da pridejo tja, skupaj vsak pride svojim odvetnikom ali odvetnico, da so prepričani, kaj bodo dosegli, potem pa mogoče vidijo, da oseba, ki ne govori, pa ne hodi, pravzaprav poskuša med njimi doseči dogovor. In marsikdo se reče, kaj pa počnemo. Pa zdravi smo. Velikokrat nama rečejo, vidva sta frajerja, Bojan farmaceut, ti Sara pa pravnica. Najboljša kombinacija. Midva pa praviva in verjameva, da za poklic moraš biti poklican. Ko sem se odločila za spremembo oziroma me je življenje napeljalo v njo, sem se vprašala, ali je sprememba v skladu z mojim poslanstvom, namenom, poklicanostjo. Kaj je tisto, kar me vleče naprej? Kam kaže moj notranji kompas, moja intimna želja? Brez glasu sem ostala čez noč pred 7 leti. Najbrž v nobeni nanizanki na televiziji še niste zasledili, da bi odvetnik zastopal stranke na sodišču z govornim komunikatorjem in najbrž niste še slišali in ne videli, da bi profesorji predavali na tak način. Otresla sem se prepričanja, da moram na isti karierni poti ostati vse življenje. Iskanje poklicanosti je proces, ki ga začnemo s prvim vprašanjem, s prvim dvomom o smiselnosti svojega poklicnega življenja. Pred boleznijo sem opravljala delo odvetnice in predavateljice. Mediatorka sem postala po izgubi glasu, a nisem čutila tako močne poklicanosti, kot jo čutim danes. Takrat sem se ukvarjala bolj z biznisom, ki pa ni prinašal notranjega zadovoljstva na dolgi rok. Lahko rečem, da so bili bolj zadetki sreče. Ja, v Sirahovi knjigi piše nekako takole, da je človek kot glina in iz te gline lahko življenje oblikuje tako zelo čudovite izdelke. Najboljše kakšno posodo, čeprav krhko glineno, s katere se lahko odžeja sam in tudi drugi. Ampak glino je potrebno
zmehčati. Kako to delajo vročarji, ne vem, ampak izgleda verjetno kar tako kruto. Mogoče sva midva tudi taka trdovratna vina, ki je bilo potrebno malenko zmehčati. Jaz celo rečem, če ne bi bilo te preizkušnje, pa res vprašanje, če bi bila še skupaj. In ko se vina malenko zmehča, se potem lažje oblikuje, jo življenje lahko celo pološči in iz nje nastane lahko kaj uporabnega. Tako da ja, karkoli nastaja iz te vine, ni še konec, ampak iz odzivov ljudi vedno rečem, da je pravzaprav dobro, da je ta preizkušnja je. Koliko ljudi mi reče, da so navdihnjeni, spodbujeni ob Sari, jaz pa to še toliko bolj vem, ker sem z njo doma vsak dan. V žepu jakne ali hlač nosim lesen križ in s palcem levice večkrat na dan podrsavam vodoravno in navpično po njem. Križ me čez ves dan opominja, da sta v življenju poraz in zmaga, iskreno me uči, naj se ne bojim slabih trenutkov, ki so vedno osvetljeni s križem, če le dovolim in ni moje srce kamnito. Pogled na križ me uči poraze prenašati s potrpežljivostjo. Ko sem občutila križ v vsej razsežnosti, ne govorim več o tem, kaj pomeni biti dober človek. Sem čuječa in pripravljena za presenečenja življenja. Rada se čudim nad življenjem in verjamem v čudeže življenja. Pa še nekaj je v veliko pomoč, da kot žena in mama žalim. Vsak dan mi večkrat reče Bojan: Draga, ne pozabi, da si lepa in ljubljena. Otroka pa večkrat rečeta, da sem kulska mama, ki razumem, da življenje ni vedno izziv in ni smisel v tem, da smo vedno dobro razpoloženi. Ja. Ni še konec. Preden zares končamo, bi želeli 3 vprašanja iz publike. Najmanj. Potem pa se premaknemo na razstavo, če sem proslišal, ne? Tako da, mogoče sem še to povem, ko razmišljate, kaj ste vprašali. Dani iz Leskovca Prekrškem je prinesel strani založbe Družina in življenja Sarino knjigo. Ne ravno te imeti s sabo bančnih kartic ali česar kaj drugega, knjigo samo vzamete, Sara je v podpisala, lahko s posvetilo in potem dobite po pošti. Ta knjiga je res slavospev v življenju, kdo drugega lahko poje tak slavospev kot nekdo, ki je praktično v takem brezizhodnem položaju. Jaz mislim, da taki osebi lahko zares zaupaš, da ni teoretično, ampak praktično. Ampak nazaj vprašanje. 3 vprašanja, pa gremo čim prej. Da ne bodaš. Če ne, mislim, samo za spodbudo, pa povem, kako je bilo na zlati poroki. Možan žene, zlata poroka, 50. In povabila sta sorodniki, prijatelje, znance, vse. Bilo je čez 100 ljudi. In mož je potem sredi večera vstal, vzel kozarec in nazdravil svoje žene. In pri tem je 7 minut govoril o tem, kakšna je ona, kako čudovita je, kako preprežljiva, kako dobra,
pametna, kako vse sedem in ljudje so vstali in ploskali. In ko se on usede, jo pogleda, ona njega in on je reče, a ne boš nič lepega o meni povedala. Nimam kaj lepega o tebi povedati. No, pa zmislil se tako, ko sem se jaz... Zakaj sem to povedal? Ker če nimate vprašanja, jaz si ga razmislite. To je navod te zgodbe. A pa drugi del knjige? Glede na to, kako se nabira, ampak ni bil nikoli cilj, da knjiga bo. To dnevno izražanje se mi zdi terapevtsko, za Saro še nekaj napisala. Ok, lahko jaz ne sem imel govoriti. Kdo ve, ja, življenje je polno presenečenja. Ok, eno že, še dve. Čakam na tisto, ki ga vsi vprašajo. Mogoče že veste, zato moče tistega vprašanja postaviti. Ampak pa kaj drugega. Jaz sem v predavalnici, danes sem 3 ure predaval študentom, pa jih je bilo bolj malo, zato ker se učijo jutri imajo neki izpit. Že. In jaz se je vprašal, pa nimam potrpežljivosti počakati, da bi zdaj oni odgovorili. 5 sekund počakal, pa sam odgovoril. Gledam, počakam. Če ne bi bilo pristno. No, jaz mislim, da je zelo navduhujoče to, kako vama uspe. Jaz rečem, da če je uspelo nama, mislim, hvala za to, če je uspelo nama, tako dvema trdovratnima, trmastima, posameznikoma, ki živita skupaj, potem res lahko uspe vsakemu. Prepričano. Tako da nisva res nič posebnega. Je pa ena skrivnost pa je, če se da, začiniti vsak dan z nekaj humorja. Sara mi vsa leta učitala, da sem ciničen. Tudi pri nama so burne minute in se da skregati, verjemite. Burna minuta, niso rekli žuta minuta. Ja, bom povedal, kako se skregala, če sem govoril. Ja, humor, ja. Veste, humor je tako kot finale, ko je Liga prvakov, na primer, ko sta ekipi takoj zanačeni, da morajo biti 11 metrovke. In tiste je nadal na 5 del, jaz ne morem tistega gledati, če me navijam, res, če mi je manj, ki je za katero ekipo. Tiste je tak stres, ako za delo, ako v brano, pa je mimo, pa je on zafujal celo tekmo, posamezno, vsak, kakšna odgovornost je to. Humor je približno tako, da želiš, da streljaš 11 metrovko. Vratar brani in ne bo spustil tistega, kar mu ti želi sporočiti, ne bo branil bo, vse pri tebi. Če pa ti dosežeš, da se vratar tiš čas smeji, bo žoga letela mimo, ne bo mrežal med tem, da se bo on smejal. In humor to doseže. Sporočilo, ki je na tak način podano, mogoče sem res malo ciničen, včasih, ampak ni nikoli slabo vnevno. Zelo vnevno ni. Zdaj že veš, v glavnem. Skregati se je najboljše, to priporočalo vsem z listki. To malo z velik, visok kupček takih majhnih listkov in potem Sara napiše, ona se začne kregati. Vem, da se je začela kregati, ker zelo z levo roko se načela pisati, ko je desno pregledala, ker zelo tako nervozno piše. To že vemo, se je že začelo.
To je dobro, so že pripravili. Da ona piše prvi listek, pa hitro utrže ga na stran, že drugega piše, pa še tizga. Jaz toliko časa počakam, da vidim, da ne piše več listkov, pa potem samo zadnjega prebere. To je to pa nanizam. Če si ti v zamudu par stvari, važno da veš, kako bo na koncu. In potem je tako umirjeno, moram jaz tako počasi potem govoriti, in tisti čas se neverjetno počasni ta jeza, ta jihta pa to. Jaz ne pišem na listke, ker je škoda papirja, ker jaz sem 2-3 besede povem, pa to že ono spet na vrstu. Tako da tako zgleda se zares skregati, ja. Zabavno, no? Zabavno. In deluje, nikoli ni nekaj zabavno. Češ pa kje to piše? A ja. Jaz sem nečas listke skrenjeval, na ne tistih skrenjenih. Kakšne druge. Tako se mi zdi, da enkrat napisano, beseda ostane, sploh če je napisano. Sem si kakšne lepe stvari, veliko lepih stvari, Sara tudi napiše, da ne bo pomote. Sem si pisal tako skrenjeval, se niti ne le tega, pa kakšen zvezčič, blok, nekaj je bilo noter. Tako bereš nazaj in se spomniš lepih stvari, če jih samo slišiš, mogoče malo spozabiš. Tako da ja, pisati, če se da. Sem še eno vprašanje. Meni je bilo všeč tisto, ko je gospa rekla, kako vam uspe, ker to je bistveno, da ne samo v bolezni, tudi sicer v odnosu, ki ga ne ogroža bolezen, recimo, ki ga ne napade, da se trudimo, da nam uspe, da iz dveh nastane eno ali dva. Ampak kako to spoznati, da je odnos res tista največja vrednota, ki presega vse karijere, materialno in tako naprej? Najlepši kompliment, ki sem ga slišal za najno glas, je letos, so ga slišala, ne uganjate, kakšen kompliment nam je bilo podal. Na takem večeru predstavitve je rekel take povezovali, a ste opazili, a ni bil tako podoben stol, bil je samo tist, ko se na vrhu sedeš, brez naslonjala, brez ročajev, je rekel, a ste videli, kako blizu se stiskata na tem stolu. Jaz sem pravzaprav sedel samo na polovici stola, pol na moje mesti je bilo prosto. Sara je rekel, zato, ko se steguješ, pa držiš mikrofon. Ampak ne, res sem se tudi zavedal, da so drugi opazili nekaj, česar jaz nisem. Da pravzaprav nisem tista škatlica, ki je zdaj eno, pa da so v tej škatlici mi pa že v njej skupaj. In bodimo realisti, življenje ni enostavno, nikoli. Nikoli ni bilo, nikoli ne bo. Tako da razne preizkušnje vedno se zdi, da je celo preizkušnja drugega večja od tiste, ki jo imaš ti. Svojo si že v domačini nekako. En gospod je preživel koncentracijska taborišča, njemu je bil gospod Viktor Frankl, tam v 90-ih je umrl. In on je pogruntal enostavno enačo. Rekel je, da je trpljenje, ki ga človek doživlja v življenju, ulomljeno z smislom, ki ga vidi, ali najde, ali išče v tistem trpljenju, enako vrednosti obupa. Torej, če je trpljenja veliko, v zgornjem delu ulomka mora biti tudi smisla tistega trpljenja veliko. Če to deliš, je potem obup relativno majhen. Zdaj, tudi če je trpljenje zelo majhno, pa v njem ne vidiš smisla, se ta matematično delno, ta obup zelo poveča. Če bi tukaj lahko vsak vzel en oster majhen kamenček in si ga dal v čevelj in šel v center Brežica, še kilometer 2, s tem ostrim kamenčkom v čevelju. Vprašanje, po kolikih metrih bi rekli, bi obupali in bi rekli, to nima nobenega smisla.
majhno trpljenje, kamenček, za katerega veš, da boš ven vzel, ampak ne vem, če ti koliko dolgo bi hodili z njim, ker ne bi bilo smisla. Majhno trpljenje, majhen smisel, hitro odgovorno. Tako da večja, kot je preizkušnja, in to je eden izmed načinov, kako lahko vsakemu uspe, je, da v tistem trpljenju, v tisti preizkušnji vidiš in najdeš smisel. In pridemo na vprašanje, ki ga vsi vprašajo, kako otroka sprejemata mamino bolezen. To vas je to zanimalo. Ja, kdo ve, mogoče, če bova videla otroke svojih otrok, mogoče se bo pa na njih poznalo to, da je njihova babica imela tako preizkušnjo in trpljenje v življenju. Lahko da je smisel tudi v tem, da sta otroka s majhnih nog Sta bila stara, v mamini diagnozi? Ja, 2-4 je Maja, 2-6 je Valentin, on je 2-10, sta bila 4 izgleda, dobra pa 6, pred osnovno školo. In sta dobivala, farmacevti imamo odmerke. Mi smo imeli eno profesorco, ki je bila Štajerska, je rekla doza, to ni doza zdravila, doza je v zidu za elektriko. Ker je bila Štajerka, pa je rekla odmerek je to. Torej, otrokoma je bilo odmerjeno, se mi zdi ravno toliko, kolikor sta lahko v teh rosnih letih prenesla. Torej, že zaradi njiju mislim, da ima ta preizkušnja tudi smisel. In kdo ve, kakšna človeka bosta zrasla, koliko bosta hvaležna in koliko boste znala v življenju mogoče bolj ceniti. Da do drugi prenaša preizkušnja, ki jo ona dva okusita, ne da bi ona dva nima velo, bilo potrebno te preizkušnje na lastni koži doživljati. Boste povedali, da ste pa druge preizkušnje živela. Dobro, izpolnili smo bonus. Zdaj seveda še kaj na 4 oči, organizatorka, da ste povedali, knjige so na voljo, sem izpolnili podatke, ki smo na učilnico, knjige vzamete, a bo to zdaj ali kasneje, si ogledamo še izdelke na razstavi, ko ste to povedali. Tako da hvala lepa in zapomnite si vedno, če je uspelo tema dvema, uspela vsakemu. Hvala lepa. Tudi jaz vas lepo pozdravljam.
poznam ne samo kot poveljenico, ampak tudi kot ustvarjalko. Večkrat se ponavljam, da mi je multipla vzela veliko, ampak dala mi je to ustvarjanje. Postalo je moja terapija in gibalo življenja. Vedno sem bila prepričana, da nisem edina z multiplo, na katero bi ustvarjanje tako blagodejno delovalo. Skozi leta sem spoznala kar nekaj članic, ki so velike ustvarjalke. Klekanje, kvačkanje, slikanje, filcanje, ustvarjanje iz filmomazde in še marsikaj bi se našlo nekaj. Tako sem prišla do ideje, da bi lahko tudi kje razstavili in pokazali, da nas ena multipla pa res ne bo uničila. In da smo še vedno lahko koristni in lahko še marsikaj naredimo. Vsak ustvarjalec pa rad pokaže, kaj naredi. Ponosni smo na svoje izdelke. Tako so se z Anito dogovorili, da razstavo izpeljamo, če le najdemo prostor. Naša knjižnica Brežice je vedno vzdržljiva in nam je z veseljem odstopila prostor, da naše delo pokažemo. Začelo se je zbiranje izdelkov. Anita nas je povabila, da kdo ustvarja, odstopi svoje izdelke za čas razstave. Počasi so izdelki začeli kapljati. Kar nekaj nas je ustvarjalcev. Prihajamo iz Črnomlja, Velne peči, Sevnice, Krškega in Brežic. Nekaj izdelkov bo tako vidno samo danes, kar pa je v vitrini, pa kot je bilo že rečeno, do izteka junija. Zdaj pa vas lepo vabim v pogledu razstave in pogostitev.